Arhitektura me zanima že dalj časa, letos pa sem se odločil, da bom ustvaril večji projekt, s katerim se bom lahko udeležil tudi tekmovanj. Tako je nastal projekt Hemp Office, pri katerem sem se odločil, da bom skrbel za minimalen vpliv na okolje. Zgradba Hemp Office je pisarniški objekt, ki minimalno vpliva na okolje pri njegovi postavitvi in pri njegovi kasnejši uporabi. Že pred izvedbo projekta sem si določil 3 področja, na katerih sem kasneje sledil cilju zagotoviti najboljše ekološke pogoje. Ta 3 področja so učinkovita raba obnovljivih virov energije, minimalne energijske izgube, uporaba naravnih materialov ter dobro počutje zaposlenih v zgradbi. Pri materialu sem prišel na sled Hempcretu, ki je beton narejen iz stebel industrijske konoplje, prelitih z apnom. Dobro počutje sem skušal zagotoviti tako, da sem se sam postavil v vlogo zaposlenega v podjetju in sem ugotovil, kakšne lastnosti bi si sam želel, da bi to podjetje imelo. Nato sem te želje upeljal v svoje načrte. Na dolgočasni zabavi smo po pomoti skledo s sadjem zalili z vodo. Iz zanimanja smo kasneje to vodo spili. Ugotovili smo, da je voda izredno dobrega okusa, vendar pa nas je nenehno motilo, saj so koščki sadja motili naše pitje. Na podlagi te izkušnje smo ustvarili stekleničko Gea, ki nam omogoča več različnih napitkov v izredno kratkem času. Prednost naše stekleničke je v tem, da omogoča vsakemu uporabniku izdelavo posebnega, svežega in zdravega napitka po njegovem okusu. Sprva smo našo idejo razvijali sami in s pomočjo naših prijateljev. Ker ideji nismo bili kos, smo pomoč poiskali pri večjih slovenskih podjetjih in tudi v Italiji in na Hrvaškem. Povezali smo se s podjetji Vetropak, Mercator in podobnimi. Vsi so nam z veseljem priskočili na pomoč in nam pomagali ustvariti obliko in funkcionalnost naše stekleničke. Projekt 404 pa nam je izdelal 3D model, s katerim se lahko pohvalimo. Da smo preverili, če je naša ideja zanimiva tudi za kupce, smo upravili številne ankete in povprašali 50 popolnih neznancev za prednaročilo naše stekleničke. Odziv je bil več kot osupljiv, saj smo od 50 vprašanih prejeli kar 30 prednaročil, kar je 60% vprašanih. 5 ljudi pa ni bilo povsem prepričanih v nakup, kar je 10% vprašanih. Kar pomeni, da bi z dobro promocijo in reklamiranjem našega izdelka našo stekleničko uporabljalo kar 70% slovenske populacije. Septembra smo se odpravili na ekskurzijo v Avstrijo. Naslednji dan pri pouku podjetništva smo si morali izbrati svojo temo. Najprej nam je dodelila profesorica, nato pa nam ni bilo všeč in smo si izbrali nekaj svojega, ker smo si želeli nekaj inovativnega. Zato smo si izbrali verižico, ki tako predstavlja ribnico in kočevje. Verižico smo si izbrali zato, ker je pred 500 leti živela Veronika Deseniška na Kočevskem in je rada nosila ogrlice. Čeprav je nosila kovinske ogrlice, smo se mi odločili, da bi naredili nekaj inovativnega in zato smo se odločili, da bomo naredili leseno ogrlico, ki bo tako predstavljala ribnico in kočevje. Kot sem že rekla, je ogrlica lesena, sestavljena iz obroča in okraskov. Obroč predstavlja kočevje, okraski pa predstavljajo ribnico, kot so valjar, šefla, štokavnik. Vsaka izmed nas je prinesla nekaj izdelkov v šolo in tako smo jih začeli pritrjati na obroč. Za naš izdelek smo morali narediti tudi reklamo. Odločili smo se za mamo Manko, ker zna reklame narediti na najbolj duhovit način. Zato smo odšli tudi v Ljubljano v studio Radia 1, kjer smo posneli tudi reklamo za naš izdelek.
Mama Manke je bila nad našo ogrlico zelo navdušena in nam je z veseljem pomagala pri izvedbi reklame.